O moj bog, naj bo prava v črni obleki, naj bo prava v črni obleki, ne v rdeči. O moj bog, daj mi že odrešitev. In potem sliši tisto: hej, si ti Andrej? Lepo pozdravljeni in lep dober večer. Facebook Live je najkrajše moje ime, sem strokovnjakinja za ustvarjanje novih idealnih partnerstv in to je bil konec prve limonade v živo. Pravzaprav ni v živo, ampak je limonada, se tiste turške nadaljevanke, mehiške nadaljevanke. In sem jaz rekla, evo, jaz rada pišem, zakaj ne bi imeli svoje lastne limonade. Edina, kar jih jaz vem, kjer pa je konec vsake nadaljevanke odvisen od vas. Vi glasujete. V tej prvi nadaljevanki lahko pogledate na link, sem dodala zgoraj v postu. Lahko pogledate, kako se vse skupaj začelo. Spoznaval se je Andrej z fenomenalno žensko, dogovorila sta se, da se spoznata in on je pospoznal kao v rdeči obleki. Ampak potem, poglejte, kliknite na link. Drugače pa v Facebook Live, tako kot sem omenila, od zdaj naprej na tej spletni strani oziroma na facebook.com/idealni365 samo še odgovarjam na eno vaše vprašanje, zato da si bomo še bolj odprli karte in to v zasebnosti sem jaz ustanovila zdaj čisto novo skupino. Vabljeni ste, tudi v postu piše kje, kam, zakaj, tam bo več live-ov in več tudi odgovorov na vaše vprašanje, bomo šli res globlje in tako naprej. In večkrat na teden. Tukaj na tej strani pa zares enkrat na teden zvečer o 8:30 vsak torek in tokrat je vprašanje Andrejevo. Andrej mi piše, časi so se izjemno na slabo spremenili, berem iz računalnika, tudi na področju iskanja partnerstev. Naučena samozavest ni enaka prirojeni, ženske znate to dobro prepoznati in takšne moške hitro zavržete. Tip ne more v nedogled neko igro igrati, načeloma nekdo, ki ima to v genskem ustroju. Ali se splača igrati samozavest za to, da spoznaš idealnega oziroma idealno? Zdaj, jaz sem nekaj že napisala, na magazinu tudi, pa na mojem blogu si lahko preberete in bom šla še dlje. Ali se splača igrati samozavest za to, da bi spoznali zase idealnega partnerja, da bi spoznali partnerko ali partnerja in zaživeli ljubezen svojega življenja? Moj odgovor je ne. In najbolj fajn mi je bilo, zadnjič sem se pogovarjala z enim izmed tistih, ki je v mojem 90-dnevnem programu skupinskem, in rekel, najbolj fajn, veš, Jerneja, pri tebi mi je to, da si edina na tem področju, ki jo poznam, ki ne zagovarja tistih brezveznih floskul, kako do koga pristopiti, ampak je tvoja metoda iskrenost. Iskrenost, ker tudi sam v to verjamem, je to najpomembnejše. Res je. Jaz prvo kot prvo ne verjamem, da obstaja prirojena samozavest in obstaja naučena. Samozavest je lahko samo in izključno naučena. Samozavest je veščina. Samozavest ni nekaj, kar imaš, ti je v zibko položeno in eni imajo, drugi pa ne. Lahko bi vam zdaj razlagala o samozavesti, koliko hočete, ampak samozavest je nekaj, kar si lahko vsak pridobi. Zato vsak tisti moški ali ženska, Andrej, tudi ti, ki praviš, ali se splača igrati samozavest za to, da bi spoznal zase idealno partnerko, ne splača se ti, ker če ne zmoreš igrati celo življenje, potem to ni nekaj, kar ti si. In če to ni nekaj, kar ti si, potem je brez veze, da začneš fišati, da vržeš trnek in se ti prime nekaj, kar bi si ti sicer živel, prijelo se je na vabo, ki pa tebi itak ne odgovarja. Ti nisi ta vaba. Ta vaba je nekdo, ki je naučen in igramo igro lahko mesec, 2, ajde, 3. Kaj več pa ne. Tu bi vam zdaj rada povedala kako svojo zgodbo, pa vam bi lahko povedala naenkrat 4. Ampak ne vem, če imamo toliko časa, niti nočem vam imati toliko časa, lahko pa vam rečem samo to, da ko se igrate, ko greste postajati nekdo zato, da boste samozavestni, da boste svojo samozavestjo nekoga pritegnili, ste naredili luknjo v vodi.
Jaz sem si, če me kaj dobro poznate, veste, da v tistih 4 preteklih mojih zvezah, v katerih sem pač spoznavala moške, ki so mi bili všeč in tako naprej, v tistih preteklih 4 zvezah sem od ene do druge zveze bolj verjela, da moram še bolj se potruditi biti takšna, kot bi si verjetno moški od mene želel, zato da bi z mano ostal. Jaz ne vem, če sicer vi poznate koga, jaz zaenkrat, če nisem spoznala, sem pa mislila, da sem jaz tisti človek in sicer človek, ki lahko drugemu bere misli. Jaz tak človek nisem. In jaz ne vem, vsaj ni še znanstveno dokazano, da bi kdo na tem planetu takšen bil. In če ne znaš brati misli, potem nekaj predvidevaš. Ne? In tako sem jaz ponavadi predvidevala. Recimo pri zadnjem sem predvidevala. Jaz sem rekla, ok, ko so se mi recimo z bivšim spoznala, z mojim bivšim možem, moram zarediti, skupaj so bila 9 let, je bilo to tako, da je on bil podjetnik, jaz sem bila v Sloveniji takrat predtem, imela svojo kariero, zelo uspešno kariero, ljudje so me poznali, mislili sem, da držim Boga za jajce, zaradi tega, ker sem pač bila na res kar precej dobre poziciji, zelo, zelo mlada in zelo malo izkušnjami. In jaz sem se odločila, ko sem rekla, nič, jaz moram probati, če je pa ta Grk za mene. In to pomeni, da pač ne bom šla zdaj nazaj na radio, ampak bom jaz enostavno vzela, bika prijela za roge, vzela enosmerno karto za nasamost, ker nisem poznala nikogar, razen mojega bivšega, in bom šla živeti in probati in si bom dala 1 leto, kar je vse super in prav. Super in prav, moraš, če hočeš probati tako daleč in drugi kulturi, moraš si dati nek tak časovni kontejner. In jaz sem rekla, nič, 1 leto grem. In jaz vzamem tisto enosmerno karto in sem rekla, čeprav sem jaz tak človek, ki sem zelo samozavestna in karieristka v smislu, da mi hitro kaj rata, da sem zelo rada, ne bom rekla poslovna ravno, ampak da mi je zelo, zelo pomembno uspešnost v življenju in tako naprej. In furam svojo kariero, svoje življenje. Mene ne da me ne zanima, kakšna je karijera nekoga drugega oziroma mojega dragega, ampak me ne zanima tako zelo. To je njegova stvar, to je moja stvar, razen če imamo skupno podjetje. Do zdaj se to še ni zgodilo. Skratka. In ker sem jaz vedela, da on ima svoje podjetje in ker sem jaz vedela, prebrala seveda, so mojo modrostjo prebrala, da je zelo, zelo pomembno, da moškega podpreš na vsakem koraku, da je on še bolj močen in da se počuti podprtega, ker ženske držimo 3 vogale hiše in tako naprej, sem jaz rekla, ok, to bom jaz počela. Jaz sem se odločila, da bom najboljša žena na svetu. Jaz bom prirejala vse tisto, kar prirejajo te velike gospe z uspešnih moških in jaz bom lepo oblečena in se bom lepo pogovarjala in on bo ponosen name in ne vem kaj še vse. Edini problem je bil, da meni ni bilo do tega. To sem mislila, da si on želi in zato, ker sem mislila, da si on želi, ker pač podjetnik je in mu je zelo, zelo mar, kaj si drugi v njem mislijo in mu je zelo, zelo pomembno, kakšne povezave ima itd. Sem jaz hotela takšna postati. Zakaj? Zato, da bi me imel rad. Kaj to pove o moji samozavesti? Da je tako nizka. Tako nizka samopodoba. In kaj se je potem skozi čas tudi dogajalo? Vam bom povedala tako. Enkrat, ko še nisem znala kaj dosti grško, on se pa je dostikrat pogovarjal, ker pač Grki so taki, on se veliko, veliko več pogovarjajo po telefonu, kot recimo mi tukaj v Sloveniji. In sploh zvečer, v zelo, zelo poznih urah zvečernih, ko sem že davnej v komi in spim, ampak nisem mogla spati, valjda, ker je imel on telefon na ušesu in se pogovarjal. In se pogovarja s svojim bratrancem, ki mu je rekel, to sem razumela, to jaz ne morem, kaj to je ženska čisto drugačna kot taka, kot je prišla sem, jaz ne vem, kaj je z njo, jaz bi jo najraje poslal nazaj. In ko sem to slišala, sem se še malo pomanjšala, ker potem pa več res nisem vedela, kakšna naj bom, da bi me sprejel. In tu je ta catch, ko pravite, ali se splača igrati samozavest za to, da spoznaš idealnega oziroma idealno. Ne, samozavest se splača igrati in zdaj to govorim v navednicah zato, da ste vi. Zato, da uživate svoje življenje, zato, da dosegate tiste cilje, ki si jih želite, zato, da živite tako življenje, kot si ga želite.
In ko vi živite tako življenje, kot si ga želite, si izpolnjujete eno željo na leto, ni treba več. Če jih le poznate, ne pa da vas življenje pljacka sem in tja in pač je, kakor je in se pač pritožujete in pravite, o moj bog, kako je in brez veze in ni ga in ni je in vsi so čudni in vsi so bedni in nobenega ni, same take bedarije. Potem se vam bo seveda to tudi dogajalo in boste tečni in godrnjavi. Jaz sem tista, ki sem takšna bila. Dokler nisem spoznala, da je samozavest dejansko uživanje v življenju, ko delaš tisto, kar si sam želiš, tudi če ti drugi rečejo, da to javno ni najbolj pametno. Ok? Tina, pozdravljena. In zato me res zanima, evo, kaj pravite vi? Kaj je za vas? Mislite, da je samozavest prirojena ali se jo res da naučiti? Je samo prirojena in je tista prava ali se jo res da naučiti? Napišite v komentarju spodaj, če zdaj gledate ali pa če gledate kasneje v posnetku. Mi je čisto vseeno. Rada bi vedela, kaj si mislite. Ker je to zelo, zelo pomembno. Potem sem povedala še v mailu, da ne bom pozabila, ne v mailu, pač pa na magazinu, v članku, da sem se pogovarjala z enim človekom, moškim, na brezplačnem posvetu in kaj vse mi je povedal, oziroma kako daleč sva prišla. Prišla sva do diagnoze, ki sem rekla, da vam jo bom razložila. In to je diagnoza predobrobitis. Ja? Iz grščine izvira. Valjda. To je diagnoza, katere rezultat ljudje, ki smo ali pa ste predobri po srcu, ponavadi ostanete brez partnerja oziroma ste izigrani v partnerstvu. Zakaj? Zaradi tega, točno, Tina, se jo da naučiti. Bravo, Dare, jaz živim kot meni paše, zelo, zelo dobro si napisal, Dare. Kaj pa drugi mislijo o tem? Zanima me. Mimogrede, drugače pa, zakaj tisti ljudje, ki smo ali pa ste predobri, ki imate v sebi to, da ste dobri po srcu, da si želite vsakemu pomagati, da si želite vsakemu vse dobro. Recimo ta človek, s katerim sem se pogovarjala po brezplačnem posvetu, mi je rekel, veš, super se razumem z ženskami in vse se je dogajalo na enak način. Super se razumem z ženskami do neke točke, ko si pa jaz začnem želeti, da bi bilo to bolj resno. In kaj pa je tukaj zdaj drugačnega in kaj se je zgodilo, kaj je tista točka? Točka je tukaj, da je do, 2 let ali pa leto in pol, ali karkoli takega, ali pa 3 let, bil on tisti, ki je vse dal, vse je plačeval, vse je zrihtal, vse je bilo ok, vse je bilo super, vse je on počel, karkoli je ona naredila ali dala ali želela, in rekel, ne, se ni treba, je že v redu, glej vse, in takoj se je odzval na vse, je bil prijazen, Ko je pa rekel, glej, greva skupaj živeti, jaz bi bil za to, je pa bilo drugo vprašanje, oziroma je se začelo pa tisto. Naenkrat je dobil, ne, konec je, ne morem več, preveč, ne, držiš tukaj. Predobrobitis, preveč dober človek, ki samo daje, se iztroši in iztrošena roba ne more dati več ničesar, ker je iztrošena. Ja? Zraven bi me vzela v Grčijo, Tina. Tina, se lahko greš sama. Zakaj pa rabiš mene? Zdaj pa, ne? Vsi govorijo angleško ali pa malo nemško in sploh ni noben problem. Zakaj pa bi šla v Grčijo, Tina? Napiši, da vidim, zakaj. Ker sem že dobila jaz enkrat tudi pod nos, zakaj pa si šla v Grčijo, kaj pa imaš tam takega za iskati, kaj Slovenci niso dovolj dobri. Nikoli ne veš, kje koga najdeš. V arabskem svetu, v Afriki, pod tem kamnom tam malo desno, na Facebooku, nikoli ne veš, kje. Ampak našel te bo takšen, kot si ga v tem trenutku zaslužiš. Zaslužiš glede na to, kakšna je tvoja vibracija. O tem sem govorila v zadnjem času ogromno in od tega izjemno veliko odvisno. Ja? Tako da, kar se tega tiče, ne bom zdaj tukaj šla na dolgo in široko, ampak
Če je človek predober in če preveč daje in če nima jasno zastavljenih mej, kaj ja in kaj ne, s čimer mislim tudi to, ne samo, da kaj ti daješ in potem blokada, kaj pa ne vem, ne daješ, ampak tudi, kaj ti zahtevaš od drugega človeka. Zelo pomembno. Beseda, ki se je otepamo, ker mislimo, da v partnerstvu nima kaj početi, narobe. Ogromno ima za početi v partnerstvu in ne samo to. Ogromno ima za početi v času spoznavanja. Napišite v komentarju spodaj, kaj si mislite. Ali beseda zahtevam mora biti prisotna, jo morate uporabljati v času spoznavanja ali ne. In napišite zraven tudi zakaj, če gledate v posnetku ali pa zdaj. Zelo me zanima, kaj si mislite o tem. Kakšen odnos imate do besede zahtevam? Seveda je treba tukaj omeniti, da je čisto vsaka beseda lahko izrečena prijazno ali pa ne. In od tega je vse odvisno. Ja? Tina bi šla v Grčijo z istim namenom kot jaz. Ja, ne veš, s kakim namenom sem pa šla jaz? No, Tina, povej, s kakim namenom sem šla jaz, da vidim, kakšen je tvoj namen. Ker imam občutek, da ga ne poznaš ravno najboljše. Skratka, to je to, napišite. Ker zahtevati pomeni tudi, da postavite jasne meje. To samo pomeni, da vas bo... To je samozavest. To je samozavest, ko vi lahko, ko ste sposobni človeka, ki ga šele spoznavate, ker dajmo se biti na jasnem, ko spoznavate človeka, spoznavate neznanca, s katerim pa bi radi živeli preostanek svojega življenja. To je stvar, ki se jo moramo zavedati. Kar pomeni, ja, odpreti se, ampak ja, nujno postaviti meje, k čemur spada tudi to, kaj zahtevamo. Franci, se ti takoj posvetim, ko bom končala s tem, ravno kar govorim. In zakaj je to tako zelo pomembno? Ker ko nekaj zahtevaš, potem tudi veš, prvič, kaj lahko daješ, ker moraš vedno najprej biti sposoben dajati tisto, kar zahtevaš. In drugič, takrat, kadar to zahtevaš, si ali totalno tele, zaradi tega, ker zahtevaš nekaj, česar ti ne daješ, in potem boš zahteval nekaj zato, ker se bojiš, da bi nekaj izgubil. V primerjava, zahtevaš, da tvoja, ne vem, ženska, s katero se spoznavaš, ali pa moški, s katerim se spoznavaš, ne sme iti več v družbo teh in teh. Ne sme več tja, mu prepoveduješ. To sem danes poslušala. To ni samozavest. To je destruktivno razmišljanje. To je pokop česarkoli lepega v vašem življenju. Zahteva, da te spoštuje. V smislu, se ne pogovarja žaljivo s teboj, se ne pogovarja ironično, sarkastično s teboj, se ne norčuje iz tebe, karkoli pač vi mislite. In to je treba zelo jasno definirati najprej v svoji glavi. In tega ponavadi ne naredimo. To vedno vidim na naših predavanjih v 90-dnevnem skupinskem programu, kjer posvečam 2 predavanji konkretno točno temu. Najprej, da zastavimo, kakšni so vaši standardi, ker je zelo pomembno, da vidite, kje sploh ste, ker tudi do tega marsikdo ne pride, in da potem vidite, kako pa bi morali postaviti ljudi okoli sebe, oziroma koga bi lahko, koga morate spustiti čim bliže k sebi, kdo je tisti, ki si to zasluži in zakaj. In komu boste potem dali neke zahteve in komu boste lahko, kdaj boste seveda tako daleč že, da boste to lahko naredili. Tudi to je zelo pomembno. To je to, o čemer sem govorila malo prej. Ja? Zelo pomembno in to je najpomembnejša samozavest. Najpomembnejša samozavest, ki pa je življenjska, ki se je marsikdo ne zaveda, ker misli, da se je ne sme, ker je to prepotentno, pa ni.
Ni, zato ker ko vi pokažete človeku od prvega dneva, kar ste skupaj, na prijazen način, kaj od njega pričakujete in kaj lahko on od vas ali pa ona od vas pričakuje, je to najbolj samozavestno dejanje, ki ga lahko v življenju naredite. In tako dejanje, ki vam bo na dolgi rok najbolj koristilo, ker se ne boste pretvarjali. Kolikokrat je že, napišite v komentarju spodaj, kdo od vas dobil to, kako si se pa ti spremenila, ali pa kako si se pa ti spremenil. Kolikokrat ste to že dobili v faco. In to samo zaradi tega, ker ko se spoznavamo, nočemo biti pregrobi, pa hočemo biti pač malo bolj fajn, da nas bodo imeli radi, pa ne moreš biti kar tak nekaj, kar mu povedati tisto, kar misliš. Jaz se še zdaj spomnim, da sem imela leta 2016 ali 2017, sem imela neka predavanja oziroma sem imela neki brezplačni izziv, tako da ga imam zdaj recimo v skupini, tej zaprti, samski, kako hitreje spoznati idealnega partnerja. Takoj za tem Facebook live-om gremo tja, bomo začeli z enim fenomenalnim izzivom, kako se napisati stavek oziroma kako se spoznati učinkovito. In sicer sem takrat delala ene live, mislim, da jih je bilo, koliko enih 4 tedne smo imeli skupaj, smo se vsak dan srečevali in delali in tako naprej. In za mano je ležal takrat moj dragi. In jaz sem pač predavala in imela predavanje. In sem mislila, dobro, itak je dopust, to je bil dopust najin, ker sem se rekla, jaz letos ne grem do dopust, ampak bi rada delala. In sem pač to počela. On se s tem strinjal, bil doma zraven na kavču in jaz sem pač predavala. In potem je ena gospa napisala, rekla, Jerneja, jaz si ne znam predstavljati, da bi tako temo predavala, poleg tega bi pa moj dragi zraven sedel in me gledal in poslušal. Kako ti to zmoreš? Takrat sem skapirala, čem je finta. Jaz si ne znam predstavljati, kako ljudje tega ne zmorejo. Zame je iskrenost ena izmed najpomembnejših vrednot in to je tudi tisto, kar je Robert tudi ugotovil pri meni, da je pri meni tako zelo, zelo pomembna stvar pri moji metodi iskrenost. Franci, da grem še na tvoje vprašanje, potem pa gremo v drugo skupino oziroma v skupino se pravi facebook.com, pošiljnica groups, pošiljnica idealni 365 in sicer mene šimfajo 2 ženske, ene sploh ne poznam, druga pa, ker bi me rada imela, jaz pa je nočem. Okej, čist cool, to je pač življenjsko, ampak Franci, kako je pa vprašanje? Ne razumem, ne vem, kakšno je vprašanje. Vprašanje mi moraš napisati, če hočeš, da dobiš odgovor, ne? Če te šimfajo, te pač šimfajo, to je njihov problem, kaj zdaj to tebe boli? Ti že veš, kakšen si. Če nočeš, že veš, zakaj nočeš. Če ene ne poznaš, je pač ne poznaš, so fucking what, je pač dolg čas življenju, pa mora nekoga žvekati. Ampak če pa tebe to boli, pa je tvoj problem, iskreno povedano, pa sorry, ker sem tako iskrena, ampak tvoj problem, zakaj se pa s tem obremenjuješ? Vse imaš pa drugega dovolj za početi, ali ne? Fokusiraj se na nekaj drugega, kar si želiš, daj tisto svojo energijo, ne pa v to, kdo te šimfa. Kaj te briga? Dare, no jaz se pri ženski prvi dan pokažem takšni luči, kot sem vse skozi. Bravo, Dare, kako gre pa pol naprej? To je spet vprašanje zdaj tu. Kako pa gre potem naprej? Ali gre, ali ne gre? Kaj se dogaja? To je tisto naslednje vprašanje. Ja? Ker fino je, da se pokažeš takšno, kot si. Vprašanje pa je spet, ali znaš navezati potem stik s takimi ljudmi, ki te bodo tudi v celoti sprejeli še naprej. Ne samo, da se enkrat spoznate, potem pa, o moj bog, samo da grem. Ne? Ker obstaja večina takih ljudi, ki si, ne bom rekla zdaj se grdo sliši večina takih ljudi. Jaz govorim glede na razmerje. 7 milijard 400 milijonov nas je, ali kaj zvem koliko, na tem planetu, ti pa si želiš dejansko samo eno v svojem življenju. Ne? In razmerje, kar se tega tiče, je, da si večina pravzaprav ne želi, ali pa verjetno niti ne razmišlja, da bi bila kakorkoli na zmenku s tabo, ampak je malo takih žensk, in prav je tako, ker če bi jih bilo preveč, predstavljaj si, kaj bi se zgodilo. Ne? Ker vse bi te hotle. Verjemi mi, mogoče od začetka bi ti bilo fajn, potem pa več ne. Ja? In zato je zelo, zelo pomembno, kako izbiraš od tukaj naprej.
Ampak o tem se bomo konkretno pogovarjali, o tem, kako moški zastavite in postanete zelo samozavestni in to tako samozavestni, da vam nikoli več nobena ne bo rekla ne, ko boste osvajali. Se bomo pogovarjali na delavnicah, mislim, da je to v maju, sredi maja. Samo za moške bodo delavnice in potem bodo samo za ženske delavnice, 2 vikenda bosta temu namenjena. In sicer bo za ženske pa tudi, kar se tiče samozavesti, predvsem pa kako zdaj narediti to, da boste brez kakršnega koli osvajanja, za ženske sploh, postale tista, ki bo obnorela svojega potencialnega idealnega brez kakršnega koli napora. In to bodo celodnevne delavnice, ena bo v Mariboru, ena bo v Ljubljani, tako v Ljubljani kot v Mariboru za moške in ženske posebej. Tako da, če vas zanima, pogledajte na mojo spletno stran idealni365.si. To je bilo za danes vse. Jaz upam, da sem vam pomagala in odgovorila. Če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, naj mi prosim piše na jerneja@idealni365.si. Tukaj na tem javnem profilu odgovarjam enkrat na teden, v torek zvečer, okoli 20:30. V skupini Samski, kako hitreje spoznati idealnega partnerja, pa bo live 3-krat na teden, takrat bom odgovarjala, poleg tega bo ogromno izzivov brezplačnih in ravno zdaj začenjamo s prvim, ki ga sploh nisem načrtovala, ampak zakaj začenjam z njim? Zato, ker bo ta skupina namenjena tudi temu enkrat na teden, da se predstavljate, da se spoznavate med sabo, ampak ne pozabite, jaz sem strokovnjakinja za ustvarjanje novih idealnih partnerstev. Jaz želim, da ko je tisti post, kjer se predstavite, od spodaj ne napišete potem, jaz bi pa eno imel. Ali pa ženske, želim si poštenega, ali pa sem dobro situirana, nočem finančno, ne vem, vseeno mi je za finančno preskrbljenega, rada bi spoznala enega za ljubezen. Ne! Jaz hočem, da končno ugotovite, kako je treba in se predstaviti na 2 načina, zelo pomembno, ja, zelo na kratko, zelo jasno, da vas takoj detektira potencialna ljubezen vašega življenja. In tega vas bom naučila danes v liveu, pa potem še v četrtek, ker sta 2 se nadaljujeta, zato da boste to usvojili, da se boste ob sobotah lahko predstavili in potencialno, mogoče tudi v tisti skupini, našli ljubezen svojega življenja. Jaz bi bila hudo ponosna na to. Ja? Franci piše, ja, po Facebooku imajo več profilov, bilo kjer žensko poznam, pa jim z drugim profilom pišejo takoj najslabše v meni. Nisem prepričana, kaj bi želel s tem povedati, ampak mislim, da te očitno nekdo spravlja, ne vem, da nekdo kaj slabega piše o tebi. Kakorkoli že, Franci, ne se s tem sekirati. To ni tvoja stvar. To so druge besede, nimajo s tabo nič skupnega. Ja? Ti se fokusira na tisto, kar tebe žene, česar si ti želiš, v tisto se fokusiraj in bo vse ok. To je to za nocoj, se vidimo, če želite, v brezplačni skupini. Samski, kako hitreje spoznati idealnega partnerja. Začnemo čez 2 minuti. Dare piše, kako gre potem naprej. Tako gre, če si iskren in pošten, si še vedno samski. Ne, to pomeni, da sem jaz neiskrena in nepoštena, zato ker nisem več samska, pa sem šla skozi isto pot kot ti. Ne, naprej gre malo drugače. In o tem bomo se konkretno učili po korakih tudi v skupini, ki sem jo pravkar omenila. Tako da, imejte se fajn.